Kot vsaka ustvarjalnost se tudi gledališka ustvarjalnost začne z domišljijo. Domišljija nam ponuja neomejeno svobodo. Z domišljijo lahko realiziramo vse naše želje, sanje, ideje. Domišljija je tako temelj, na katerem se razvijajo ustvarjalnost, vizualizacija, pozornost, koncentracija. Zakaj ptiči imajo perje? Bodite pripravljene. Domišljija nam zelo pomaga, da lažje razumemo drugačnost in različnost. Vadimo brez mašil razvoj domišljije. Domišljija tudi zelo pomaga pri reševanju vseh naših odnosov, vsakdanjih težav, konfliktov. Zato domišljiji posvetimo največ pozornosti. Zakaj imajo ptiči perje? Živela je babica Dana, ki je imela veliko jajc. Kako nastane karakter enega lika? Gradnja lika je kot, rekla bi, en kostnjak, na katerega mi dodajamo meso. Dodajamo njegove značilnosti, reakcije v različnih situacijah. Lik gradimo postopoma. Na glavno značilnost lika dodajamo druge njegove značilnosti. Tako recimo, če imamo značilnost enega lika, da je on zelo pošten, dober človek, ampak če tega poštenega človeka umestimo v situacijo lakote, da je zelo lačen, pa še najbolj pošten človek, če se najde v situaciji, da je zelo lačen, bo morda ukradel kos kruha. To, da manekenke ne jemo sladkorja, je čisti mit. Vsak dan pojem vsaj pol tela čokoladice, če ne celo. Karakter lika najlažje zgradimo prek izbranih predmetov, ki so zaznamovali življenje tega lika. Da vam povem svojo življenjsko zgodbo skozi te 3 predmete. In tukaj se poigramo. Če jaz učencem dam na razpolago 20 predmetov in rečem, izberite po en predmet. Imate po en. Zdaj pa izberite še po 2 predmeta. Najprej vidve. In ko vsak od njih ima 3 predmete, jim rečem, zdaj so pa ti predmeti zaznamovali vaše življenje oziroma življenje tega lika, ki si ga z domišljijo ustvarijo. In potem nastanejo krasni liki. Zelo imam probleme s sladkorjem. In če ne pojem dovolj sladkorja, pač padem lahko skupaj in tega pač nočemo, a ne. Zakaj nekdo vedno nosi toalet papir s sabo? Zakaj vedno ima kuhalnico s sabo? Zakaj so prav ti predmeti zaznamovali njihovo življenje? To je ključ od moje hiše, ki ne vem, kje se nahaja. In ta ključ mi je dala moja mami za 18. rojstni dan in je rekla, pejt po svetu in poišč, kje je tvoja hiša. In to je to, to so bile njene zadnje besede na smrtni postelji. Potem pa ta 2 lika z določenim karakterjem postavimo v situacijo, v določeno situacijo. In rečem, vi 2 potujete, naprimer, v vlaku ste, potujete v Turčijo in se v tunelu pokvari vlak, tema je. Kako bosta ta 2 karakterja med sabo reševala ta odnos in kako bosta v tej akciji, reakciji in finalu obnašala in zaključila zgodbo, bomo videli. Ponavadi rečem, ne vem, kaj se bo zgodilo, ampak zdaj bomo videli. Jaz sploh nimam prostora. Ok, sorry, zakaj bi se usedla? Jaz imam pač karto, sem dobila ta sedež in to je to. Tukaj je oken. Za vaje zelo priporočam tudi asociacije. Grom, strela. Strela, nevihta. Še hitrejše. Nevihta, sonce. Sonce, poletje.
priporočam vaje zgodba na podlagi 5 besed. Naprimer, povzamemo čist različnih 5 besed. Zvočnik, miza, vrata, človek, hlače in do tega sestavimo zgodbo. Seveda uporabimo druge besede, ampak nosilne besede naj bodo te, ki smo jih izbrali. Vse ustvarimo z domišljijo. Tu ni napak. Včasih poslikamo, ko imamo 8 predmetov. No, Kjara, izvoli. A imaš zgodbo v glavi? Recimo, ja. Danes zjutraj sem se odločila, da bom poslušala glasbo. In ker sem imela na glavi slušalke, so me zelo motili lasje. Poskušala sem jih ukrotiti s krtačo, ampak mi ni uspelo. Potem sem pojedla C-vitamin za boljše počutje in stopila ven iz hiše. Zunaj je pihal veter, oziroma si je moja sestra pihala s pahljačo. Začela sem brati knjigo in potem se mi je posvetilo, da lahko lase ukrotim za lase. Bravo! Skupinsko ustvarjanje zgodbe. Vsak od nas v krogu pove po eno besedo. Seveda, ustvarjanje zgodbe v krogu je zelo težko, ni lahko, ker se zgodba vedno drugače pri nekateremu začne in v mislih imamo, da se drugače konča. Prilagajanje, nadovezovanje, povezovanje in včasih nam uspe, pa ful zabavno je, če tudi ne. Včasih je bila na Zemlji samo Luna in na Zemlji še ni bilo življenja, zato tudi ni bilo potrebe za Sonce. Sonce je bilo zelo oddaljeno od Zemlje in Vroče. Nihče ga pravzaprav ni želel, niti Luna sama ne. Sonce je nekega dne Luno malo požgačkalo svojo vročino in naenkrat se je na Zemlji vzbudilo življenje. Za domačo nalogo zelo igrivo priporočam, da dva v paru ali posamezno si izmislite, da ste v cirkusu, eden naj bo napovedovalec, posebne točke, živali, ki zna nekaj človeškega, recimo levinja, ki zna zapeljevati, ali pa kača, ki zna peti. Tako se lahko igrate, zabavate in dajete v kožo drugega, da boste lažje razumeli druge. Pa tudi vadite nastopanje tukaj in zdaj, ustvarjalno.